Veste, on tle ni bil samo financer, pa organizator, on je bil tudi aktivni sodelavec, on je prebiral to, kar je Tone prepisal, iskal izraze. Bi sam povedal, koliko je vložil energije, tle se povezal s pokojnim Primožem Simonitijem tudi, da bi našli neke ustrezne, adekvatne izraze za latinščino 18. stoletja, ki ni samo vulgarna, ampak seveda tudi včasih zelo dvomljiva. In seveda pri nas je bilo 18. stoletje, vse dokaj ni ta ekipa pod dr. Borisom Golcem bolj stopila na ta nekoliko bolj zapuščeno obdobje in moram reči, da delo, prav ta popis slovenskih družin iz 18. stoletja služi za temelj novih poglobljenih raziskav tega obdobja. Torej, po mojem mnenju gre za eno največjih izdaj, če tle opozorim še na dr. Mačka, ki ga je tudi izdala Okoljeva družba, mislim, te Mačna ustanova in tako naprej, ki je tudi epohalno delo, je to edino primerljivo delo, s katerim se lahko to primerja, kajti ostale objave zgodovinskih virov niso tako obsežne, pa tudi moram reči, da pisava 18. stoletja, veste, ni tako nekaj veselega kot prej ali pa kasneje, torej 17. pa 18. stoletje sta po mojih izkušnjah najhujši in to, kar je opravil Tone, veste, ki je pravzaprav tle bi rekel vložil vso svojo kariero, to si mi zdi nekaj izjemno spoštljivega, kajti med ljudmi seveda to ni cenjeno, vsak išče samo kakšne napake. Moramo pa upoštevati, da takrat priimki še niso bili standardizirani. Nekateri so se mi pritoževali, pa naš priimek je danes drugačen, ja Bog pomagaj, seveda je drugačen, tudi moj danes drugačen kot 18. stoletje, ampak tako so ga takrat slišali, tako so ga zapisovali. Torej, gre za neko monumentalno serijo, ki ima številne vidike in sem prepričan, da ima trajno vrednost. Ker je meni najbolj blizu socialna in pa gospodarska zgodovina, moram reči, da vidim v knjigi čudovite možnosti za vpogled v slovensko družbo, pa ne gre tle čisto, oprostite, za nivo neke posamezne družine, od tega številčnost družine, starost, spol družine, odnosi v družini se vidijo, namreč kar imate noter potem, zlasti če gremo na veliko družino, hlapci, dekle, vse, torej ena fantastična zadeve. Potem imate seveda socialni položaj, ponekod mnogo, ki je napisan, Kmet Kajžar, ne vem, Osebnjak, Gruntar, torej neke izjemne, neizčrpne možnosti za slovensko zgodovino, ki je do zdaj nismo bili sposobni obdarovati. Hkrati pa moram opozoriti, da je od ta čas, 1754, je tudi čas, ko pravzaprav se začenja slovenska narodna prebuja in je zanimivo, kako lovite noter v latinščini pa v nemščini, v katerih je original, kako lovite drobce slovenskega ali jezika ali pa duha. In mene čisto ena taka banalna izkušnja, ki mi je pravzaprav pretresala, za Gorenjsko, kjer je največ ohranjenega Dolenjsko, imamo skoraj povsod tudi nemška imena krajev. Ko gremo pa izpod Ljubljane proti zahodu, se pa to zelo zgublja. In polno takih drobčkanih momentov je, bi pa samo za konec tega svojega ekspozeja rad opozoril na to, da je treba biti majčkeno previden pri določenih zaključkih, namreč če je nekdo v tem času bil na primer kajžar. To se pravi nekje najnižje na družbeni lestvici podeželja, ni rečeno, da je on res bil socialno tako majhen, kot ga kajžarstvo določa. Naš kajžarski položaj določa bar, tam je bilo. Lahko je on imel veliko več zemlje kot najemnik, ali pa je celo dokupil, ali pa je kot iberland, ali pa podobne kategorije. To se pravi, ravno prisegati ne smemo. Potem pa so pa tle še razne druge funkcije. Naprimer, ravno nedavno sem bral razpravo od Borisa Golca o Slomškovih prednikih, kako pravzaprav vidite, kako omenjenega izmed njegovih prednikov
za katerega sicer pravi, da je bil Valpet, ampak v resnici je bil ekonom, ena graščinica na Štajerskem. Vidite, kako pravzaprav to slovensko kmetstvo, ta bister sloj kmečkega prebivalstva, ki ne gre v duhovniški poklic, ampak ostaja v gospodarstvu, kako se vzpenjajo kot ekonomi graščin. To je za mene nekaj najbolj pretresljivega, kar v zadnjem času odkrivam v slovenski zgodovini, kako mnoge družine, ki so se v 19. stoletju in 20. zelo uveljavljale, žal je tle ogromno škode naredila pač razpad Avstro-Ogrske, še hujši pa seveda stare Jugoslavije, ampak poglejte, tle gre, polno imamo takih mladih družin, novih družin, ki se družbeno vzpenjajo, čisto slovenskega rodu, kot grajski oskrbniki in potem pridejo celo tako daleč nekateri, pazite, da kot kmetje prevzamejo grad, postanejo krščaki, na primer lastniki Hmelnika in pa podobnega. To se pravi, imamo tle neko socialno mobilnost, ki jo do zdaj nismo registrirali v slovenski zgodovini. In en primer, žal mi je prej padel iz glave, en tak grajski oskrbnik, ki je potem ki je bil najprej zaposlen pri Zoisu in je potem se toliko uspel, da je ta rodbina je postala svetovno slavna vinarski igralci, znameniti dunajski zalivki, karšte. Torej, to je, bi rekel, bila slovenski narod, ki je imel eno možnost družbenega vzpona preko duhovništva, drugo pa preko teh grajskih oskrbnikov in sedaj preko meščanstva. No in tle je ta bogatstvo knjige, ki je neizčrpno. In ker so danes mladi izjemno prodorni, da zdaj lahko pričakujemo tle še velike preboje na poznavanje slovenske preteklosti 18. stoletja, še zlasti, ker je to objavljeno in je zelo pregledno, zelo berljivo in je to pravzaprav prav užitek brati, še zlasti, ker je tudi zelo lahek papir. To moram pozoriti in če odberete zelo na postelj, da slava ne ubije, če vam pade na postelj. Hvala, dr. Granda. Dolgotrajno, naporno in zahtevno delo s prepisom izvirnih listinskih zapisov je vzorno in dosledno po izvirnem zapisu, tudi z nespremenjenimi občasnimi pisnimi pomotami takratnih popisovalcev, opravil izkušeni poznavalec rokopisnih arhivskih gradiv, arhivar magister Tone Krampač, ki ga vabim k besedi. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da je bilo leto 2013, ko je moj takratni šef prišel do mene in povedal, da se gospod dr. Lovro Šturm navdušuje nad popisom prebivalstva z 1754. Če bi bil jaz pripravljen, da je on odločil, da vidi, da bi pri meni to lahko šlo, se rekel, ne vem. Jaz sem do takrat več ali manj pregledoval oziroma študiral in tudi leta 2012 magistriral iz matičnih knjig, ki so malo podobno gradivo, niso bih popisi. Vsekakor bom poskusil in hvala Bogu, vztrajam še danes, ko pripravljamo 6. knjigo, upam, da bo tudi 7., ki naj bi ta korpus vseh teh knjig zaključila. Mogoče ne bo tako hitro, ker zadnja 7. knjiga bi po obsegu verjetno bila podobna prvi knjigi, ki pa je tudi takrat imela kar 2 do 3 leta dela pri pripravi teh gradiv, pomeni pri transkripciji. Zdaj, če bi nakratko šel skozi to predstavitev tega popisa, nekaj smo že slišali od gospe Drede, nekaj od gospoda Staneta. Mogoče se bo kakšna stvar ponovila, ampak bom zelo hitro šel tiste osnovne informacije o popisu. Kot vemo, je to ukaz bil Marije Terezije. Prvi je bil dan že 13. oktobra 1953,
Zadnji ukaz pa je bil 16. februarja 1954. Dejansko se je popis zaključil leta 1755, obsegal je celotno Habsburško cesarstvo. Namen popisa je bil osnova za naborne okraje in zemljiški kataster oziroma davčne in socialne reforme. Narejen naj bi bil v dveh izvodih, eden za Dunaj in za posamezno škofijo. Tako pač predvidevamo. Izvajali naj bi ga župniki oziroma upravitelji župni, zapisovali so v dveh različnih jezikih oziroma pač v nemškem in latinskem. Po zdajšnjem transkripciji je ugotoviti, da je bilo več nemškega kot latinskega. To ni zapisano v knjige, kot imamo mi mogoče predstavo, to so posamezni stompiči, pač zašiti z navadnim cvirnom. So različne oblike zapisa. Nekaj je narativnega, povednega, v obliki povedi, velika večina je pa v obliki tabel, v tabelarični obliki. Pač podatki posameznega opisa zajemajo tudi gospodstvo, katero je bila tista družina podložna, kateremu so pač opravljali dajatve. Navadno je zapisan na prvem mestu gospodar oziroma glava družine, sledi žena. V primeru, da je eden ali pa drug pač vdovec, je pač vrstni red lahko tudi malo drugačen. Včasih so tudi, če so še živi, tudi starši oziroma tetki in babice otroci. Na koncu zaključujejo popis služabniki, posli, dekle, hlapci. Če je pa bila kmetija večja, pa tudi različni podnajemniki. Navadno je ob gospodarju, imenu in priimka zapisan tudi poklic in pa starost v obliki številke. Poklici so lahko različni, v veliki večini so pač kmetje, mlinarji, kajžarji, nekaj gostačev, mlinarjev, mizarjev, odvisno pač v vasi, kakšni pokliči so bili. Nekaj mežnarjev, čevljarjev, kovačev, tkavci, sodarji, kolarji, žebljarji, fajfarji, tacarji, zidarji, krošnjarji. Tudi kakšen šlosar, ključavnica, da ste gledali, je tudi zapisan noter. Otroci so navadno zapisani po starosti, pomeni najprej otroci moškega spola, od najstarejšega do najmlajšega, potem pa otroci ženskega spola, od najstarejšega do najmlajše. Včasih pa župnik tega ni upošteval, pa je pač zapisal, kakor je bilo. Včasih so tudi starejši na koncu, ampak v veliki večini je pač v tem vrstnem redu bil zapis. Največja pomanjkljivost po mojem predvidevanju je predvsem pri deklih, hlapcih, gostačih in gonerjih, saj tam v veliki večini zapiše le ime, brez priimka. Danes je to neuporabno. Ime, starost in ne vemo, kdo je bil. Tako da to je ena pomanjkljivost vsega tega. Drugače pa, če govorimo o ohranjenosti, so tile popisi ohranjali nam v veliko veselje, glede pa drugega pa zelo žalost samo v našem nadškofijskem arhivu, v celotni. Kaj se je zgodilo, zakaj tega ni drugje, je težko razložiti. Predvideva se, da vsi ti popisi, ki so bili shranjeni na Dunaju, da naj bi bili uničeni v požarju v 19. stoletju. Moramo se tudi zavedati, da današnje področje
nadškofije Ljubljana ali pa škofije ali pa celotne razdelitve Slovenije, takrat 1754 ni bilo enako. Takrat so, če boste vzeli v roke katerokoli knjigo, imate na platnicah zemljevid Slovenije in je s temnejšo barvo obarvano vse tiste župnije, ki so takrat spadale pod nadškofijo Ljubljana. In samo tiste knjige, oziroma tisti popisi Snopiči so ohranjeni. To pomeni, manjka cela Dolenjska, kar precej Notranjske, tako da tole je zelo malo. Pri nas v arhivu je verjetnost, če bi to bila samostojna zbirka, ti popisi prebivalstva, bi se tudi verjetno bila možnost, da se tudi pri nas zgodi, ampak hvala Bogu je to del večje zbirke, pomeni Kapiteljskega arhiva Ljubljana, v določenih škatlah se ta popis nahaja in zato se je ta popis tudi do današnjih dni ohranil. Kot smo že prej slišali, 2016 je bilo popisanih oziroma transkribiranih 24 župnij gorenjskega dela, od Bleda do Zasipa, na ključe sta bili sosednji, ampak mi je kar nekaj župnij praktično od zgornjega roba Slovenije do Ljubljana, Šentvid. Potem Ljubljanske, ki je razdeljena na 4 distrikte oziroma dele. Notranjske, nažalost, so ti naslovi včasih malo zavajajoči, ampak je pa neka generalna opredelitev vsega tega. Na primer, Notranjske vsebujejo 6 župnij, med temi so Godovič, Kotedrca, Logatec, Polhogradec, Rovde in Vrhnika. Potem v 4. knjigi, ki zajema družine oziroma župnije od Doba do Šentjerneja, je prav tako 6 župnij, to pomeni Dob, Ig, Krašnja, Modnik, Svidno in Šentjernej. Lahko bi tudi rekli ostanek današnje ljubljanske škofije, pač kar ni prešlo v drugi 2 oziroma 3 prejšnje knjige, je pač v tej 4. V 5. so predstavljene 5 župnij ozemlja današnjega slovenskega kroškega vikariata ljubljanske škofije, med katere spadajo Črna na Koroškem, Slovenj Gradec, Stari Trg pri Slovenj Gradcu, Sveti Danijel pri Razborju, Šentilj pod Orjakom. In pa ostajata še 2 sklopa. Trenutno v delu je ozemlje današnje Avstrije. Po pomoti je pri prvi, bi verjetno bolj spadala Bela Peč v prvo, gorenjska župnije, je po pomoti izpadla in bo zdaj pač Bela Peč zraven teh avstrijskih župnij, kot so Dvor ali Hancel, pa Hofkrancelj, potem Lipa, Pliberg, skoči dol Sveti Nikolaj pri Beljaku, Šentrupert pri Beljaku, Šmihelj pod Pliberkom in pa Bogrče. Ostaja pa še Štajerski vikariat v 23 župnijah od Bizeljskega do Žusma. Vsi, ki pridejo v naše arhive, vedno sprašujejo, kakšna pa je uporabnost popisa prebivalstva. Prva okvirna orientacija, kaj več pa ni. Nažalost, dobimo nek pogled glede rodoslovja. Predvsem letnice so, oziroma starost pri prebivalcih je zelo velikokrat zavajajoča. Nekoč sem naredil eno primerjavo za popis župnije Šentvid, enega Primoža Novaka, družine. Naprimer, Primož po popisu bi mogel biti rojen 1724, dejansko je bil rojen 1713. Pomeni
11 let razlike. Sin Mihael, po popisu bi mogel biti rojen 1749, dejansko je bil rojen 1746. Hči Marija, ker se najbolj približa popis dejanski v matičnih knjigah, hči Marija bi mogla po popisu biti rojen 1745, je bila pa rojena 1744, pomeni, to je najboljši približek popisu glede letnic. To bi bilo z moje strani. Hvala. Pisatelj, novinar, urednik, Lovrov sošolec klasične gimnazije in prijatelj in tudi lektor besedil pri zbirki Družine v 18. stoletju, Janez Kajzer, vabljeni, da poveste nekaj besed o druženju in sodelovanju z Lovrom. Ja, medtem ko so drugi govorniki natančno predstavili problematiko transkripcije pisa iz leta 1754, pa se bom jaz vrnil v davne čase. Namreč z Lovrom sva se poznala 75 let. To je bilo 75 let prijateljevanja. Obudil bom nekaj spominov na to dobo. Začetek naj povem, da je tudi v mojih očeh Lovro razločen, pokončen človek, ki je bil tudi, zanimale so ga različne stvari, skratka bil je gospod, meščan in svetovljan. Torej, srečala sva se, ko sva bila stara komaj 10 let v nižjih razredih ljubljanske klasične gimnazije. Mnogo pozneje, ko se je Lovro med drugim poglobil v rodoslovje, se je izkazalo, da sva tudi sorodnika. Dekliški priimek njegove matere je bil namreč enak kot je moj priimek. Imela sva skupnega pradeda, rojenega v začetku 19. stoletja. O srečavanju z Lovrom sem že pisal, in sicer v svoji knjigi, naslovljeni Perpetuum mobile. Knjiga je avtobiografskega značaja, vendar v njej ne govorim o sebi, ampak o srečavanjih z drugimi, bližnjimi ljudmi. Tako bo najbolje, da iz te knjige ustrezno preberem nekaj izbranih odlomkov. Bilo je to v prvih dnevih šolanja prvega razreda v klasični gimnaziji. Moje zvedavo oko se je tako rekoč prvih postavilo na sošolcu Jovu Šturmu, ki je moral razrednikom in tudi drugim profesorjem vedno znova črkovati svoj trdi nemški priimek. Bledični, črnolasi in skodrani deček z očali je izzival mojo radovednost. Ves zadržan je, redkih besedi in v primerjavi z drugimi učinkuje gosposko, kot bi dopotoval z drugega sveta. Vse to se je dogajalo leta 1948, da se razumemo. Na radovedna začetna vprašanja profesorjev o poprečnem šolanju odgovarja, da doslej ni obiskoval šole, kakor smo že 4 leta obiskovali vsi drugi, ampak je bil doma privatnega učitelja.
Ob koncu vsakega šolskega leta pa je pred posebno komisijo opravil privatni izpit. Že samo to dejstvo je vzbujalo posebno pozornost. Je bil tudi razločen vzrok za. Lovro Šturm je imel ob svoji šolski klopi dvoje birgen. Ko so profesori klicali dijake po imenih, da bi jih spoznali in jih razlikovali, in so med drugimi poklicali tudi njega, je vselej hrupno pograbil birgli in si prizadeval čim bolj strumno vstati. Sčasoma pa so mu, kadar so ga poklicali, v istem hipu ukazali, da ne vstaja. Očitno je bilo neprijetno malega šepavca siliti k telesnim naporom. Z Lovrom sva se dokaj hitro sprijateljila, pogosto sem ga spremljal domov, včasih sem mu tudi pomagal nositi aktovko, saj je on to delo težko opravljal. Najpogosteje pa ga je po šoli počakala njegova mama. Tam je povedala, da je bil Lovro kot predšolski otrok enako živahen kot njegovi vrstniki. Z njimi se je veselo in razposajeno hodil po Šiški, kjer stanujejo. Polni so ga bili vrtovi in dvorišča in mirne ulice med hišami. Toda nekega dne so začeli mestni delavci v bližini kopati jarek za novo vodovodno napeljavo. Gradnje niso prav nič zavarovali in tako so dečki uporabljali za svoje igre tudi pravkar izkopan jarek. Zlasti radi so se poganjali prek njega. Mame so dečkom sicer naročile, naj se drži stran od jarka, a jih niso ubogali. Tako je Lovro pri enem od neštetih skokov spokletelo in namesto, da bi pristal na drugi strani jarka, je priletel van in obležal. Ni se mogel sam postaviti na noge, zato so ga odnesli v hišo in pozneje odpeljali v bolnišnico. Zdravniki so ugotovili kompliciran zlom gležnja. To samo po sebi ne bi bilo zelo hudo, saj se pri otrocih kosti hitro zarastejo ali redko pride do hujših posledic. V Rudolfovem primeru pa je prišlo. Kost se ni prav zarasla. Morali so jo znova zlomiti in naravnati. Čez čas, ko je prihajal na kontrolo, pa so ugotovili, da se je začel proces kostne tuberkuloze. 37-krat je moral z rešilcem v bolnišnico, je povedala njegova mama. Ko je tako na kratko razložila nezgodo svojega sina, je vedro in optimistično sporočila, da je zdaj tuberkulozni proces dokončno zaustavljen, nikakor pa še ni konec zdravljenja. Še velikokrat bo moral v bolnišnico. Ko bo zdravljenje čez leta končano, bo lahko sprva uporabljal samo palico namesto dveh bergel in naposled bo lahko hodil celo brez palice. Mi je z veliko upanja sporočila, kar so jih povedali zdravniki. Takrat je rekla, da se njegova hoja ne bo kaj dosti razlikovala od hoje vrstnikov. Nekoliko pa bo seveda to njegovo otroško poškodbo vedno opaziti. V naslednjem šolskem letu ni bilo skoraj nobenih sprememb. Kakšen nov profesor, bolj zamotani latinski stavki, težja matematika, bolj privlačna slovenščina. Profesorica slovenščine je neko uro prinesla v razred velik zvezek z napisom Dnevnik 2A. Povedala je, da bo to nekak razredni časopis, v katerega bodo lahko pisali vsi, ki si bodo to želeli. Napišemo lahko zgodbe ali pesmi ali pa kaj opišemo. Seveda pa naj pisatelji, ki bi radi postali sodelavci dnevnika, poprej napišejo svoj izdelek na list papirja in ga pokažejo, da bo lahko presodila, ali sodi v dnevnik ali ne. In tako se nas je lotilo dela kar nekaj dijakov. Sam sem napisal dolgo pesem z naslovom Od šole do doma s prijateljem Šturmom. Ko je profesorica prebrala, jo je pohvalila pa je tudi moj odnos do pomoči potrebnega sošolca.
Zatem sem jo smel lepopisni pisavi prepisati v dnevnik. Šturmom sva včasih po šoli tudi pohajkovala. Spravila sva se v bližnji park in sedi na klopi razglabljala, kakor pač razglabljajo otroci v tem obdobju. Pod vtisom časnikov, ki sva jih včasih prelistala, ne da bi kaj prida dojela bobneče naslove, ki so na tekočem traku bobnali o sodnih procesih proti državnim sovražnikom, ki so jih nato vse zaporstjo obsodili na dolgoletne zaporne kazni ali na smrt z ustrelitvijo, sva se v pogovoru tudi samo odločila, da bova dejavno posegla v dogajanje. Sovražniku naj bi škodovala tako, da bi v njegove bencinske rezervoarje nasula sladkorja in mu tako onemogočala vožnjo. Sklep, ki je temeljil na tej ali oni prebrani kriminalki, je seveda ostal samo sklep. Noben od naju se ni še nikoli dotaknil tovornjaka, kaj šele, da bi znal odviti pokrov rezervoarja. Pa tudi, če bi ga znala odviti, ne bi zbrala poguma za tako drzno dejanje. In še tretje, sladkor je bil tedaj nadvse zaželen in drag, če bi se bila že usodila izmakniti ga doma kakšno žlico, bi si ga raje nasula v usta kot v bencinski rezervoar. Toda misel na skrivni boj s sovražnikom je bila navodiva. Toda s katerim sovražnikom? Če bi bila odraslejša in bi zmogla razčleniti svojo željo, bi lahko ugotovila, da to ni tisti sovražnik, na katerega kričijo na sodnih procesih in o katerem govorijo masni naslovi v časopisih, ampak je to sovražnik sovražnikov. Najin revolt je bil napeljen, ne da bi se tega zelo razločno zavedala, pravzaprav proti tistim, ki so uprizarjali in vodili sodne procese, torej proti tedanji legalni oblasti. A če naj bi kdo zasliševal, kar se seveda ni zgodilo, ne bi znala povedati, od kod nama takšna misel. Sva o čem takem slišala doma, če sva slišala bolj malo. Šturmova starša sta se o vsem, kar ni bilo za otroška ušesa, pogovarjala v nemščini. Le ugibati je bilo mogoče, da so bile v tistih nemških stavkih izrečene odločne in bojevite misli. Sam pa sem iz bližnjih pogovorov svojih staršev lahko razbral le neskončno usmiljenje, izraženo do vseh, ki so se znašli v stiski. Od vsega pa sem si najbolj zapomnil, da je mama čokolado, ki jo je dobivala na otroške karte, pošiljala temu ali onemu zaporniku. Kar je počela, je bilo sicer njena stvar in o tem nisem želel presojati, a po čokoladi so se mi vseeno cedili slike. Sredi šolskega leta, v dneh pred Božičem in novim letom, ko je otroke v mestu razveseljeval dedek Mraz in ko je vse drlo v dvorano na Taboru, kjer so na 10 prizoriščih zabavali otroke in njihove starše, tako dedek Mraz, kot njegovo številno spremstvo, je sošolec Šturm umanjkal od pouka. No, morda je zbolel, tako kot marsikdo drug. Toda, ko ga ni bilo tedni, je bilo slutiti, da je nekaj močno narobe. Kakšen dan pozneje me je po šoli počakala gospa Šturmova in me prosila, naj svoje zvezke posodim njenemu sinu, ki da zdaj zaradi določenih težav ni mogel šolo. Zdaj pa bo spet prihajal. Pristavila je, da Lovro začasno ne stanuje z njimi, ker so se morali nenadoma preseliti. Ampak je zdaj našla stanovanje pri neki gospodinji v bližini šole. Od tam, kjer živijo zdaj, bi bilo za, ki mu hoja povzroča velike težave, nemogoče hoditi v šolo. Gospa Šturmova, ki si nikakor ni dovolila, da bi z očmi ali z obrazom razkazovala svoje čustvo ali svoje razpoloženje, se je zdela po tem tednu vseeno malce utrujena. Vendar me je spremila v sosednjo ulico do stanovanja svojega sina. Lovro Šturm se je zdel dobre volje. Najprej me je povprašal, kaj se kaj dogaja v razredu. Nato je začel govoriti o pustolovski povesti, ki se je dogajala v francoski tujski ligi.
Zatem je pokazal album z znamkami, ki jih je zbiral. Končno je bolj mimogrede in površno povedal, kaj se je zgodilo. In zdelo se je, da govori o tem samo zato, ker pač mora nekaj povedati, ne pripoveduje pa o teh rečih rad. Razložil mi je, da so jih hišo, v kateri so živeli, oblasti zaplenile. V pritličju hiše je bila namreč trgovina, njegov oče je bil trgovec. Ker so bile zasebne trgovine z zakonom ukinjene, je moral oče opustiti trgovanje in se kot pomočnik zapustiti v neki drugi trgovini. Njegova trgovina je bila zdaj prazna in oblasti so določile, da bodo v pomanjkanju lokalov vanjo vselile policijsko postajo, ki nujno potrebuje svoj prostor. Hiša pa je bila po mnenju oblasti tako in tako prevelika za majhno družino, kakršna so Šturmovi. Zakon ne dovoljuje imeti tako velike hiše v samem središču mesta. Tako so jim hišo odvzeli. Namesto nje bi jim ponudili manjše stanovanje, so rekli oblastniki, če bi bilo to potrebno, pa ni potrebno, ker imajo še eno hišo, tako imenovano počitniško, ki stoji dovolj blizu Ljubljane, v Svetijo pri Medvodah. Izvolite se preseliti v tisto hišo, so jim rekli, to vam zakon dovoljuje, ne morete pa imeti dve hiš. In tako so jim hiše v Šiški zaplenili. Lovro ni bil videti posebno vznemirjen, ko je pripovedoval o tem, toda včasih se mu je v očeh zabliskala jeza, posebno podobno kot takrat, ko sva razpravljala o sabotiranju sovražnika. Počitniška hiša je bila še večja kot zaplenjena hiša v mestu. Iz nje je pogledovala uspešnost predvojnega trgovca, ki mu trgovanje ni pomenilo samo eksistence, ampak je bilo preprosto njegov dar, v katerem je užival, kot uživata skladatelj v ustvarjanju simfonije ali pisatelj v pisanju romana. Lovro Šturm mi je zdaj v miru počitniške hiše razložil kaj več o svojem očetu, toda očitno je tudi sam o vsem tem izvedel šele pred nedavnim. Tako naj je oba prevzimala pripoved, da je njegov oče začutil trgovski dar že v letih, ko je bil komaj kaj starejši od naju. Začel je tako, da je po Gorenjskem za majhen denar odkupoval zavržena kolesa, odsluženih zapravljičkov in jih z ladjo pošiljal v Ameriko, ker so jih tamkajšnji trgovski aranžerji uporabili za domiseln okras izložb. Poznaje je ustanovil več manjših trgovin, imel pa je celo lastno predelovalnico ovčje volne, ki je bilo tedaj še obilo. Bil je tako predan svoji trgovski stroki, da je glas o njem segel čez meje Savske banovine in celo kraljevine Jugoslavije in je bil na nekem zboru malih južnoevropskih trgovcev izvoljen za njihovega predsednika. Torej takrat je že strašila vojna in od združenja in predsedovanja ni ostalo tako rekoč nič. Gospodu Šturmu, ki je vse do pred nedavnim živel po pravilih predvojne družbe in ni tistih pravil gotovo z ničimer kršil, je bila nenadoma odvzeta čast, ne samo premoženje. Novi družbeni red, ki je zasebnim trgovcem onemogočil samostojno upravljanje poklica, mu je odvzel pravilo, ki mu je bilo tako ljubo, trgovanje. Začeli so mu jemati lastnino, ki si jo je pridobil brez kakršnekoli goljufije. Z otrokom, ki je imel hude težave z zdravjem, so ga potisnili daleč na podeželje in mu tako povzročili nove težave. Nekdanji ugledni trgovec in posestnik je zdaj ogrlen v pomočniški plašč, tiho zavijal blago in stregel strankam v trgovini s tekstiljami in za to službo je moral biti celo hvaležen. Saj del nekdanjega standarda si je vzdrževal s prodajo umetniških slik, ki so druga za drugo romale s tem. O tem so pričali svetli pravokotniki na njih. Še nekaj ne omenim z te dobe. Oba sva rada segala po knjigah
Med drugim sva z velikim užitkom segla po neki knjigi, katere naslov je bil Tragedija stoletja, napisal pa jo je neki nama neznani Zorko Simčič. Ker o tem Zorku Simčiču ni bilo nobene besede, ne v časopisih, ne v učbenikih, sva pravilno domnevala, da je izginil nekam daleč v tujino. Res je izginil v Argentino, kjer je svoje pisateljstvo nadgradil. Zorko Simčič živi v svojem 102. letu še danes in je celo moj sosed. Nekoč mi je, torej, ko sem mu razlagal o tem, mi je povedal, da je to knjigo Tragedija stoletja napisal že pri svojih 14 letih, objavil pa je nekoliko pozneje, leta 1944. Z Lovrom je torej vezalo trajno prijateljstvo. Lektoriral sem nekatere njegove obsežne knjige. Lektoriral pa sem tudi več kot 40 knjig pravno-ekonomske vsebine znanih svetovnih avtorjev, s katerimi je Lovro izpolnil občutno vrzel. Gotovo so te knjige prišle v roke študentom in pravnikom, kolikor so vsaj nekateri prebrali že v izvirniku. Večji del pa so ostale brez pravega odmeva, se pravi v časopisih se ne spomnim, da bi zdaj prebral kakšno pošteno recenzijo. Seveda je pa Lovro najbolj zanimiv po vseh. Transkripcija rezultatov opisa našega ozemlja, ki ga je zaukazala cesarica Marija Terezija. Za to knjigo je znal pridobiti mecene, avtorje, založbe, kolikor ni izdal v svoji založbi. Znal je pridobiti pisce s premij besed in je skratka, mislim, s delom, ki še ni, kot smo slišali, že povsem dokončano, opravil pomembno delo, saj gre za enega največjih založniških projektov vseh časov pri nas. Lovro, bom rekel, je bil velik človek, razumevajoč, prijateljski, razločen, racionalen, ustvarjalen, kritičen. Skratka, zanimivo. Toliko. Hvala. Hvala. Lovra je zanimalo tudi rodoslovje. Kako sta s Lovrom sodelovala pri raziskovanju rodovnikov, nam bo več povedal dolgoletni predsednik Slovenskega rodoslovnega društva Peter Havlina. Izvolite. Zdravljeni, nekateri me poznate. Res je, da sem ljubiteljski rodoslovec, nimam se za kakšnega kakšne druge stroke, da bi jih zares poznal, ampak dotika se rodoslovje številnih drugih področij in mislim, da je to bilo tudi to naključje, da sem prišel v stik z Lovrom. Jaz sem ga sicer njega spoznal že pred mogoče 10-11 letih, ko sem šel po očetovem naročilu na pošto po novo serijo slovenskih znamk. Moj oče je bil ljubiteljski filatelist tudi in je vsaka nova izdaja morala priti v njegove albume, pa še mislil je, da se bo kdo od otrok tudi navdušil za to početje in je zato mene pošiljal ponovati po 3 serije. In pri enem takem nakupu pri šalterju tam na pošti je bil tudi Lovro. Andrej, je bil on filatelist? Ti tudi, no? Ne vem, kako da mi je ostal v spominu, zato ker jaz sem bil v Zelenjanski, tam je pred mestom Paglovc, on je bil pa tako malo, ne da bi bil jaz iz kakšne
kako bi s tem rekel, profane družine, ker starša moja dosta bila zdravnika, ampak mi smo bili taki pobalinski procesniki. To, da je bil ena distanca vedno med mano in njim, tudi kada smo kje po naključju, ali pa tudi, ko se je zgodilo to, da smo se tudi v arhivu skupijskem srečali. Mislim, da si bil Janez ti takrat zraven, da si ti pa mene pa njega nekako povezal. Se je že pozabil, jaz pa tudi nisem čisto siguren več, vendar je Lovro zelo hmalo rekel, da se moramo tikati. To sem se malo hudo zdel to, ampak se mi je pa tudi zelo fajn zdel. In sva odtlej na njegovo pobudo, ko je želel, da bi tudi njegov rodovnik mu pomagal dokumentirati, da sva se celo po terenu skupaj tam, da vem, da sva šla v Sopotnico, pa mogoče še v dol na, kaj je tam dol, Vsaj v dva župnišča sva šla tako osebno listati matične knjige, ker takrat še niso bile na škofiji in dokument so bile na internetu, kot so danes, ko lahko doma v pižami raziskuješ in se ni treba pojavljati v arhivu pa čakati na prosti sedež, ker zdaj ni več niti težava, ker se je po covidu in potem, odkar je velik del najbolj uporabnega gradiva za rodoslovca je zdaj dostopen po internetu. Jaz bi rekel, da so neka naključja, da se jaz zdaj tukaj pred vami celo bolj v temle omizju sedim. Ampak nikoli se nismo o tem pogovarjali, ampak zdaj, ko je Janez govoril o njegovem zdravljenju, jaz mislim, da je nujno bil tudi moj oče njegov zdravnik. Ne vem, ali je bil, ne? No, on je bil ortoped, v ortopedski kliniki in mogoče mu je nogo pokvaril ali popravil, ne? Dobar, in da so se pač starši sigurno dobro poznali, pa zdaj midva se poznava, pa moji otroci se zbredo poznajo, ali pa vsaj ena od njih, ki sta šli lumpat po Italiji za pol leta, moja Ana pa Breda. Ja, seveda, no. Pa še ena stvar je, ki je se porodila v Lovrovi glavi, je bila ta, da je me vprašal, če bi lahko pripravil nekakšne kriterije za to, da bi se lahko prijavili izvedenci za rodoslovje, za potrebe recimo ponavadi kakšnih premoženjskih zadev. In sem jaz to pripravil in povedal kolegom v društvu in mislim, da nas je takrat po 10, a bil ti tudi ne. Jaz sem nekaj te kriterije, ki smo jih pri našem delu prevzemali od zahodnih vzorov, dokaj preprosto podal, sem rekel, vsakdo, ki kandidira, da mi dal na vpogled rezultate svojega dela. Tako da jaz svojim, mislim, da kolikor to kritično hitro pregledam zadevo, a je po nekih priporočilih splošnih, ne, tukaj ni nobenih obveznosti, ti lahko delaš to, kolikor sam hočeš, ampak če ne delaš po teh priporočilih, pa pomeni, da bo rezultat tvojega dela slabo razumljen komu drugemu in da zato tudi ne bomo to dosti vrednosti. Tako da sem jaz tisto, tako bi rekel, zelo blagohotno pregledal in se nas je, mislim, da je okoli 10 prijavilo in vsi smo bili imenovani za izvedenca v rodoslovju. Ker je verjetno takrat, niti toliko se nisem potrudil, ne, da bi to pozvedel, bil predlog, ki je prišel do izvršitve oziroma uporabe, da ne bi se
dedni red podaljšal ne samo na drugi dedni red, ali pa mogoče na tretji, jaz ne vem, kje se pol to neha, ne? In v takem primeru je treba bolj natančen in zadostno dokumentiran oziroma dokazljiv rodovnik sestaviti. Ker amaterski rodovniki so včasih ene zanikane skice nekih imen, pa neke puščice in podobno. No, to moram pa to povedati, da nisem nikoli dobil niti enega povabila, da bi bil izvedenec v kakšni zadevi. In zdaj me včasih Ministrstvo za pravosodje spomne, da je minilo 5 let in je treba obnoviti dokazila, ki te kvalificirajo za to delo. Pa jim povem, da jaz ne hodim nobene šole, da pa jaz predavam včasih to, ker ni šole za to. Je na fakulteti sicer v zgodovini rodoslovje, mu rečejo pomožna zgodovinska veda. Tamle čisto na koncu je profesor, ki mogoče lahko kaj pripomnil. Nisem iskal posebne izobrazbe, jaz sem samo uporabljal v začetku nemško pa angleško literaturo in zvedovali smo se po zahodni Evropi pa po Ameriki, ki diktira že za svojim razvojitim softverom, diktira svetovno rodoslovje. In tisti, ki ga ne uporablja, nima možnosti, da ostane, jaz rečem, v celem svetu in v večnosti. Se dobro sliša, ne? No, je toliko kot ljubiteljski rodoslovec, samo to priložnost, da sem jaz tega finega človeka spoznal in da so se tako res prijateljsko v neposrednem kontaktu dobro razumela. Poznam pa tudi brata Andreja, ki je paral pšico v Žabe, tam okoli našega posestva v Lipici pri Škofji Loki. Toliko nas me malo več čutim teh povezav med današnjim in memorijem in se s tem zahvaljujem za to priložnost. Hvala za spomine in besede. Arhiv ljubljanske škofije ima poleg že prepisanih v hrambi še 32 neprepisanih izvirnih popisov prebivalstva iz leta 1754. 23 z območja Štajerskega vikariata ljubljanske škofije in 9 z območja današnje Avstrije in Italije. Dolgotrajno in zahtevno delo za izdajo zbirke ne bi bilo izvedljivo brez razumevajočih sponzorjev. Začetni zagon je zagotovila fundacija Bojana in Vide Ribnikar iz Kalifornije, katere pobudnik in skrbnik je bil pokojni ameriški Slovenec Borut Prah. Nadaljevanje projekta in izdajo publikacij so omogočili Telekomunikacijska družba T2, Občina Logatec, Občina Vrhnika, Ljubljanska nadškofija in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Vsem se iskreno zahvaljujemo. Knjige so izšle v sozaložništvu Celjske Mohorjeve družbe, Inštituta Karantanija in Slovenske matice. Velika zahvala gre seveda tudi Celjski Mohorjevi družbi in Slovenski matici. Lovro se je vedno vsega lotil dosledno in stvari speljal od začetka do konca. Naša naloga je torej, da delo dokončamo, da v zbirki izideta še 2 knjigi, Družine avstrijske Koroške in Štajerske družine. Tako bi zbirka transkripcij vseh 74 popisov postala zaključena celota. Kot že rečeno, je bil popis prebivalstva leta 1754, ki ga je odredila cesarica Marija Terezija, prvo štetje in popis prebivalstva na današnjem slovenskem ozemlju. Tako rekoč je šlo za prvo zbiranje osebnih podatkov na slovenskem ozemlju. S transkripcijo so,
po več kot 250 letih podatki postali dostopni širši javnosti. Pravno področje, ki se mu je Lovro intenzivno posvečal, je bilo tudi varstvo osebnih podatkov. Vedno si je prizadeval za človekove pravice in temeljne svoboščine, za človekovo dostojanstvo in nedotakljivost človekove celovitosti. Glede na izzive, ki z rapidnim razvojem umetne inteligence trkajo na naša vrata, nekateri menijo, da so že vlomili, področje varovanja zasebnosti postaja vedno bolj aktualno. Vsega tega pa se je vizionarsko že ves čas zavedal profesor dr. Lovro Šturm. Hvala. Hvala vsem, ki ste prišli, seveda največja zahvala našim današnjim gostom, ki so tako čudovito osvetlili delo profesorja dr. Lovra Šturma. Morda pa še malo neformalnega druženja zunaj in tudi še kakšen lep čudovit spomin. Seveda pa, če so vprašanje, izvolite. Vprašam dve stvari. Zdaj, eno kot ljubosumne Primorske, ker ni teh ohranjenih popisov. Me zanima, a obstaja možnost, ker to je vendarle toliko župnija, je možno, da je na kakšnem arhivu župnijskem, recimo na tem primorskem, kranjskem, še kaj? To je prvo vprašanje. Drugo pa, ko so izdelovali popise in zaradi teh velikih napak ponekod pri starosti, me zanima, je starost določil gospodar hiše, torej je župnik vprašal, koliko so stari, ali je to delal po svojem matičnih knjigah? Bom odgovoril na prvo. Upajmo, jaz upam. Jaz nikoli ne upam glede tega, ne. Pa je takrat, ko je bila prva svetovna vojna, ko so arhivi iz Gorice prestavili statistično, lahko da se takrat karkoli zgodilo. Jaz sem se pozanimal z gospodom Parago, ki je urejal statistični in je rekel, da ni. Je pregledal vse. Zdaj, a je na kakšni župniji, težko verjamem, da bi prav na župniji, ker to nikoli ni bilo tudi last župnije, to je vedno bila last oziroma je bilo shranjeno v arhivih škofije, tako v Gorici kot pri nas, kot pri drugih. Meni je samo čudno, zakaj se samo pri nas ohranjajo cel Katovški monarhiji. To mi je zelo čudno, da ni, ne vem, na Štajerskem, v Mariboru, kaj takega, ali pa v Gradcu, ali pa v Celovcu. Ne vem, upajmo, da se kje najdejo tudi ta del, to bi bilo za Slovenijo fantastično, da bi se te luknje, ki so popolnile, tako z primorskega dela, dolenjskega, velika večina, tudi štajerskega, Prekmurja, mislim, da nikoli, ampak ne vem. Drugo vprašanje je bilo pa v zvezi z starostjo. Jaz mislim, predvidevam, lahko da napačno predvidevam, ker je to šlo za vojaške nabore, za plačevanje določenih stvari, davkov, da so te letnice vedno malo prirejali oziroma zniževali, zato da so se pač tem stvarem. Ali je bilo to se strani gospodarja, ali je to, tudi moram to videti, to je vprašanje, ali gospodar, dobro, nekako so že vedeli neke stvari, ampak izobražen je bil župnik, kdo je določil, koliko je kdo star, tisto, pri otroku veš približno, koliko je star. Mislim, da je gospodar povedal, ampak kaj je pa bilo zapisano. Mislim, da če primerjamo popis prvi status animarum na Slovenskem, ki je ohranjen, ki je v istem obdobju ga delal Peter Pavel Glavar v Komendi, je tisti bistveno bolj natančen in bistveno bolj zapisan, kot so pa ti popisi.
srečen, ne? Je ena orientacija, ni pa en flash podatek, bi rekli, z današnjimi besedami, ki nam lahko neko orientacijo da, vedno pa moramo z matičnimi knjigami te stvari preveriti oziroma dopolniti. Jaz sem še rada čekala, nekaj, če dovolite, kot žena. Moram reči, da je vedno kljub prosim, ja. Kljub silni aktivnosti si je vedno vzel čas zame. In nikdar se nisva skregala, kar mislim, da je za zakon izjemnega dosežek. Nikoli bil je umirjen, nikoli nasilen in dobro sva se razumela, čeprav je ogromno delal, ker sem tudi jaz pravnica in sva se včasih lahko, sicer z mojim skromnim znanjem v primeri z njegovim, lahko tudi malo posvetovala. Tako da je svet brez njega prazen. Hvala mu, naj v miru počiva vsak večer z molem in mu to zaželim. In da misli name, ker je sigurno v nebesi, ker je naredil veliko dobrega, vedno zastonj, nikoli ni računal, če je mogel, je pomagal. In to je mene moj oče od majhnega učil, ki je bil tudi na neki funkciji pravnika. Če moraš, pomagaj, nikoli ne računaj. To ni prav. In tako sva se oba ravnala v življenju. Hvala mu. Hvala tudi za to res globoko iskreno pričevanje. Izvolite, profesor Grah. Torej, Tina, lepo pozdravljen. Jaz se že pač nisem prej opazil, slišam te po glasu. Torej, mene zanima, nekaj se je moralo zgoditi z arhivi, tudi kar sem medicinsko po goriških arhivih pogrešal. Namreč moramo se zavedati, da goriški arhivi so bili preseljeni že za čase ilirskih provinc in se neko čudno pot opravlja, ki meni v podobnosti jasno, ampak mislim, da se je že takrat moralo ogromno zgubiti z goriške. Tako da je to še dodaten vzrok, zakaj mi danes tako slabo poznamo goriško zgodovino. V zadnjem momentu se pozdravljam prav tvoja generacija, je tle naredila največji napredek v vsej slovenski zgodovini glede poznavanja Goriške. To moram enkrat na glas povedati tudi v Ljubljani, ne samo na Goriškem. Glede teh letnic pa to je pa tako, veste, torej Tona je pripovedal, župnik pisal, dejansko Tona se spomniš velikokrat podpisan kaplan, ali pa celo še kakšna nižja, še kakšen vikar, ali pa to se pravi, zdaj pa vse veste, kako je eni imajo spomin za letnice, eni ne. Jaz sami svoje prakse vam povem, da so župniki včasih oznanili, pa 100 let kasneje, kdor se bo prišel prijaviti za poroko, pa ne ve hišne številke, pa ne ve, kako je mami ime, pa ne ve, kako se je mama pisala, ga ne bom vpisal v oklice, ne gre domov, pa ne najprej zve, kako je mami ime, kako se je pisala, koliko je hišna številka. Vidite, splošno znanje je bilo razmeroma nizko, ne pri ljudeh. Se mi pa zdi vsem, to pa tona provokacija, kar bom zdaj povedal, moj svak, ki se tudi ukvarja z rodoslovjem, ima vtis, da je približno 20-30% rojstev poroke tega neopisanega. Da so ogromne pomanjkljivosti. Medtem, kad le, pri tem popisu prebivalstva, čeprav manjkajo odsotni, imamo pa vendar en status in ko vidiš hči, lahko ugotavljamo starost, razmerje fantki, deklice, imena, katere imena so, to je tak neizčrpen vir in jaz mislim, da bodo še vseh nas ne bo več, bodo zgodovinarji še zmeraj hlastali po tej knjigi, zlasti, če se tudi enkrat še digitaliziralo, boš potem računalniške kombinacije naredil, to bodo naredili taki podatki, da bodo samo strmeli tudi v slovenski zgodovini, ki je pravzaprav 18. stoletje še vedno pogrešamo, čeprav v zadnjem času resnično veliko naredimo. Hvala. Samo
glede manjkov v matičnih knjigah. V matičnih knjigah 20% je imel prehud kriterij. Manjka kakšen, ampak kakšen procent 2, maksimalno procent 2, 20 ne. Videti morate pa, da če v matičnih knjigah neke stvari ne najdete, v neki župniji je potrebno tudi okolje. Ljudje so se preseljevali, ljudje so prišli iz drugih krajev in ni nujno, že tam živo, predvsem je to bilo odvisno, kakšnega poklica je bil oziroma kakšnega stana je imel. Če je bil nek gostač, pomeni stanovalec, se je veliko selil in ga ni na enem in isti župniji. Je potrebno sosednje župnije pogledati. Tako da v tej zadevi glede manjko, ja, v popisu pa manjkajo, to pa je dokazljivo, manjkajo včasih tudi cele vasi, oziroma je bistveno manj kot jih. Bistveno manj podatkov, tole sem šel gledati prav pri Šentjerneju, sem nekaj preverjal in sem bistveno več podatkov v matičnih knjigah našel, kot jih je v popisu prebivalstva. Oziroma tem prvem popisu 1754. Lahko te sledi vprašam še. Jaz bi pa vprašal, vprašal bi tole vas, a je še, veste, za kakšno, ne vem, podobno, ne vem, nalogo ali pa napoj, kot je tole, ki ste vi naredili. Ne veste, res tudi ne vem, no, ampak mogoče eden med nami tole je sam to naredil. On je prebiral, ne vem, 60 različnih rokopisov ali pa Ne šteje več. ki so eni zelo lepi, eni pa nemogoče. Trenutno pretipkujem oziroma transkribiram popis za Pliberk. V Pliberku po pisavi sodeč so vsaj 4 popisovalci. 3 kukar tukaj normalni, v narekovajih normalni, zapisati, eden pa stiskan na drobno. To pomeni primerjava. Na eni strani popisa je zapisal, da jih je bilo približno 50 oseb, tam, kjer je pa na drobno, jih je bilo 200. Torej se lahko predstavljate, kakšna je razlika. Pri pisavah, pri popisih je tako. To delo moraš imeti rad, oziroma moraš uživati. Jaz v tem delu uživam. Moram povedati, da tega dela nisem naredil niti minute v času svoje uradne službe. Vse delam doma, popoldne, ob sobotah, nedeljah včasih, odvisno, kako pač imam čas. Pisave so me vedno fascinirane, predvsem pa, ko iz, bi rekli, narekovajev pack razbereš, kaj je hotel zapisati, kaj je zapisal. Zato rečem, ene so lepe, predvsem imam zelo rad, če je tabelarična zadeva, tam je bistveno lažje prebirati, kot je pa narativno. Hvala. Jaz bi predal od njemu en velik odnos. Štima, doktor Ilanda. Ja. Če jaz dodam še eno sugestijo. Jaz sem porodnik Janez Lipickar iz Komende in seveda vem za svoje prednike po zaslugi Petra Pavla Drvarja. Moj prednik v njegovih časih se je pisal Luka Kern. Torej, zakaj je Komenda tako dobro to ohranjeno? Zaradi tega, ker je bila to tudi sploščina. Pravi, to ni, da sem v cerkvu za pastoralo, ampak je bilo tudi gospodarstvo. Prav veliko teh podatkov, tudi osebnih, bi se dali dobiti po sploščinah, kot so rekli včasih. Tam, kjer se je davke pobirali. Tisti, ki je pobiral davke, se je pa že pozanimal, koliko ljudi pravzaprav ima, pa kaj z eni ljudje, to so pa koliko zaslužijo, koliko naredijo in tako naprej. Prav, jaz domnivam, pravzaprav se s te stroke. Hvala tudi za to sugestijo, morda odgovor. Žal ni, veste, tam je bil denar pomemben, ne prvi.
Tako da tle zelo treskate že posestne strukture nadobite iz tega točno. Ja. Urbar je pač urbar in urbar, naprimer, samo mimogrede vam ne kaže nobenih najemov, nobenih zajemov, nobenih hiperlandov. A si vi, vidite, samo mimogrede, a si vi predstavljate, koliko je bilo na Dolenjskem zemlje na razpolago kmetom, ko je bila ukinjena Stiča pa Kostanica. To so bili ogromni gospodstvi, ki nista imela bazo na gozdovih, kot na primer Avšperek na obdarovanje zemlje. Boš vse to so, razen gozdov, to so kmetje vse odbili na najem. Pa vi imate podatek, da je Bajter, v resnici pa zemlje, oprostite, pogruntal, ker tu po najemu se je, ker je bil korak sposoben. Veste, in tu urbar, ravno urbari vam tega ne kaže. In tle najbolj plava človek vidi, pa kako se je en Bajterjev otrok oženil s Gruntarjevo, ker Grunti gre skrb, in ni bilo vse v lepoti ali pa ne vem kaj še vse. Tako mislim, da tle so urbari šifki. Sveda, kar se pa Petra Pavla Glavarja tiče, to tam vse veste, on je bil tudi sam zelo prosvetljen človek, ampak žal takih Petra Pavla Glavarja je bilo zelo malo. Zanimivo, da jaz sem se ukvarjal pa spoznaval posebej Dolenjskem, tega odseva pač nimam doma. Hvala lepa, mislim, da smo bili kar izčrpni. Govoril je dr. Stane Granda, da imamo malo Petrov Pavlov Glavarjev. Sigurno, zagotovo je bil v našem času, v naših desetletjih profesor dr. Lovro Šturm. Tako da hvala vsem, ki ste se prišli pokloniti njegovemu spominu in tudi počastiti predstavitev velikega projekta popisa prebivalstev in natisa v 5 knjigah. Hvala vsem.